Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji knjižnice, majhni in veliki. Kako ste kaj? A se kaj pripravljate na praznike? Upam, da ste zdravi in veseli. Tukaj v knjižnici se imamo zelo lepo. Spomnili smo se na vas, ker vas zelo pogrešamo. Še posebno jaz in Jožica. Kako lepo bi bilo danes tukaj v knjižnici, da smo skupaj zbrani, ampak zaradi korone ne gre. Zato sva se z Bredo dogovorili, da vas pozdravimo preko kamere. Tako je. V naši knjižnici imamo Robija. Robi se rad ukvarja z glasbo, rad se pa ukvarja tudi s snemanjem. Imamo tudi Tineta in zato smo se odločili, da bomo za vas posneli kaj drugega kot pravljico. Kako zelo rada vam bi povedala pravljico. Prav gotovo ste jo že slišali, ampak mogoče ne veste, da je to naša belokranjska pravljica. Ja, belokranjska pravljica, in sicer je to ljudska pravljica, ki jo je zapisal Ivan Šašelj. To je bil duhovnik, ki je nekoč živel v Beli krajini in je zapisal veliko lepih pravljic. Ta pravljica, ki jo boste danes slišali, je zapisana v knjigi, zbirki pravljic z naslovom Babica pripoveduje. Mačeha in pastorka. Nekoč je živela mačeha. Z njo sta živela pastorka in njena hčerka. Za božič, ko je bilo zunaj zelo mrzlo, je mačeha poslala pastorko nabirat jagode. Za na pot pa ji je pripravila kruh iz prosene kaše. Deklica je zelo žalostna šla od doma, kajti vedela je, da v tem letnem času ne bo našla jagod. Hodila je in hodila in na poti je srečala starčka. Kam greš? Jo je vprašal. Mati me je poslala nabirat jagode. Povej mi, kateri vetrovi so najboljši? Zame so vsi vetrovi dobri, najboljši pa je jug. Stopi za moj hrbet, ji je rekel. Deklica je stopila za njegov hrbet in kar naenkrat je močno zapihalo. Okrog njiju je bilo vse polno rdečih jagod. Pastorka je nabrala polno košaro jagod, jih odnesla domov in dala mačehi. Ko je mačeha videla polno košaro jagod, je bila tako jezna in tako nevoščljiva, da je naslednji dan poslala svojo hčerko nabirat jagode. Toda za njo je spekla potico. Naslednji dan je mačehina hčerka odšla na pot. Hodila je in hodila in srečala burjo. Ej ti, je zaklicala burja, poslušaj, povej mi, kateri vetrovi so najslabši? Vsi so slabi, burja pa je najslabša. In ko je burja to slišala, je tako močno zapihala in zapuhala okoli nje, da je prišla domov vsa premražena. O, kako lepa pravljica! Ampak veš kaj, Jožica, ta deklica je bila pa res ledenega srca. Saj zato jo je pa zeblo. Kako bi zdaj jedla jagode, ampak sredi zime? Pa veš, kaj tudi razmišljam? Ta deklica, njej božiček ne bo prav nič prinesel. Ker če si dobrega srca, pa če imaš rad prijatelje, pa če rad vidiš v njih dobro, potem božiček to ve in ti prinese darilo. Veš kaj, Jožica? Povej. Zate in za najine prijatelje imam eno presenečenje. Res? A vam ga pokažem?
Presenečenje, Božiček! O, knjižničarke, Jožica, Breda. Ja, Božiček, a si prišel Seveda. naravnost k nam v knjižnico, kako lepo. Ampak kje so otroci? Ja, doma so se, veš, korona, pa se pazimo, zdravje je A. pomembno, se veš, Božiček. Sem slišal za Ja. to korono, ja, sem Ja. slišal, je Božiček se mogel naučiti zdaj na Zoom, pa na Teamse, pa snemanje, pa kar ponavljamo to snemanje, Ja, ker ne ja, gre, ja, ja, saj smo se vsi to učili. Božiček je že star, pa je prišel v knjižnico, da bi si nabavil kakšne knjige za Jo, čez veš, zimo. koliko knjig Ja. imamo, Božiček. Sej nazadnje si bil tukaj šele lansko leto, ne v ta čas, samo enkrat obiščeš knjižnico, škoda. Si takrat naberem knjig za celo leto. Ja, to je pa tudi res. In Božiček veš, kaj zelo rad bere. je Božičku povedala teta Zima? Kaj pa? Da so knjige neme učiteljice, tako da jaz imam zelo rad otroke in slišim, da tu v knjižnici kar naprej nekaj počnete. Ja, seveda, Božiček. A ti poznaš knjižne malčke? Poznam knjižne molčke. Pa srečanja s Znam, knjižničarko. knjižne klube imate, enega za odrasle, enega za srednje, enega za tamale. Pa je Božiček slišal, da imate še nekega psa tukaj. Beremo s tačkami. Kako je že? Viner, Viner, zmagovalec. Božiček, pa veš, Ja. kdo še pride k nam v knjižnico vsako leto? Pika Nogavička, se njo pa poznaš, kaj ne? Pika. Pika A Nogavička, ja, veš, tista, ki ima nogavice zamenjane. Ja, pa- ja, 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 Aha, ja. ja. Taka pogumna deklica. Pa otroci so pridni, drugače berejo, z vami O, berejo. zelo. Zelo. Dobro, v redu. Ja, darila bom pustil, Ja. vse bomo naredili, otroke smo pozdravili preko teh novih kanalov, ali kako se temu zdaj že reče. Tako da posnetki bodo, Božiček je ponosen na to, da bo po televiziji, da bo po Facebooku, kako se že reče, Facebook, Facebook. Facebook. Ha. Veš kaj, Božiček, kaj bi pa ti zaželel nam, knjižničarjem oziroma zaposlenim tukaj v knjižnici, pa našim otrokom, pa staršem, pa bralcem? Božiček vam vsem skupaj želi, da bi bili zdravi, da bi bili veseli, da bi se v letošnjem letu, ne glede na vse težave, ki jih imamo vsi, tudi mi, lepo imeli doma na božični večer, da bi prebrali kakšno dobro knjigo, lahko tudi 2 ali 3, in da se drugo leto vidimo spet malo drugače, V živo. v živo. Bomo se pa tudi posneli, ker zdaj smo se navadili, pa bo to snemanje tudi šlo v redu. Ne? Zdaj Božiček je tak, da je rad na televiziji, pa po antenah, pa to ne rabiš Ja. potovati več, tako bi rekel. Ni treba več potovati. Pa se matrati, zdaj, ko je teta Zima se nekaj skujala, pa nam sploh snega več ne da. Bomo se pa po virtualno. Ne, veš kaj, Božiček, jaz mislim, da drugo leto v ta čas se mi prav gotovo vidimo v živo. Drži. In to se bomo že zdaj dogovorili, zdaj pa, Božiček, ker vemo, da imaš veliko dela, se bomo Imam. lepo poslovili od tebe Ja. in ti obljubimo, da bomo celo leto pridni. Z Jožico se bova trudili, da bojo naši otroci imeli dovolj knjig, dovolj lepih pravljic. Tako. Tako. Otroci pa se bojo trudili, da bodo čim več pravljic prebrali in ti mogoče kakšno povedo drugo leto. Otroci, a boste res tole naredili? Boste, Keneda. Adijo! Adija. Srečno Božiček. Srečno, srečno Božiček. Nasvidenje. Nasvidenje.